Danes imamo na milijone aplikacij, ki so izdelane s pomočjo umetne inteligence. Ne želim dati 10 evrov na mesec, 28 dni od tega sem si prvič inštaliral ChatGPT. Ta moj problem sem v bistvu danes kar uspešno rešil. Sam AI ne ve, a je haluciniral ali ne. On da odgovor in vsak odgovor je za AI isto. Zelo veliko ljudi vidim, da v bistvu shranjuje gor ali pa odlaga gor v te čete od računov do dobavnic, do vseh. AI ne bo nikoli prevzel odgovornosti, kdo bo pa čez 50 let znal nekaj z roko delati. Dobrodošli še v tretjem podcastu, ki ga delamo skupaj z našim partnerjem T2, ko gre za cyber security, torej varovanje našega življenja na spletu. Včasih se nam zdi to vse tako samoumevno, potem pa preberemo, da je tam nekje nekaj bilo in da niso imeli na primer elektrike ali pa da so kar naenkrat na spletu, na temnem spletu, pa nam je spet to malce tuje, podatki takšni in drugačni. Ampak kot smo že v prvih dveh podcastih povedali, tretji prihaja z malce bolj pozitivno temo, in sicer umetna inteligenca, ki že danes spreminja marsikaj delovanja podjetij, pa tudi našega osebnega življenja. Vem, da vas to sicer ne zanima, ampak sam sem si včeraj naložil ChatGPT na svoj telefon, ki seveda govori, in meni se je zdelo to sila zabavno. Ampak v resnici od chatboxa do lastnih aplikacij je kar malce daljša pot, pa vendarle enostavna. Toliko za uvod, več bosta povedala dva, ki o tem vesta skoraj da vse, če pa ne vprašata umetno inteligenco. Smajl Jušič, en lep pozdrav, živjo. Hvala. In pa Leo Štimac, en lep pozdrav, živjo. Lep pozdrav. Tako kot sem prosil tudi vajne, zdaj so že 4 predhodnike, se je vsak predstavil v nekaj sekundah. Leo, daj povej mi, kdo si, kaj delaš na T2-ju? Jaz sem razvijalec za Titina, pogovornega bota. Prej sem bil na podpori, tako da sem bil že prej v podpori uporabnikom. Zato tudi, ko se je iskal ljudi, ki bi razvijali chatbota, sem bil rekrutiran. Aha, okej. Imam izkušnje, pa sem jih dobro prenesel, se mi zdi, da v novo vlogo. Odlično. Dobro, Smajl, tebe že malce poznamo, ampak morda pa kdo ni še bil seznanjen s tvojim znanjem, kaj delaš ti na T2-ju? Sem mentor v Security Operation Centru, kar pomeni, da imam pod svojo taktirko celotno ekipo varnostnih analitikov prve stopnje. To pomeni tista prva obrambna linija, tako za naše stranke, kot tudi seveda za naše podjetje glede varnosti. Ja, dva tvoja vojaka, zdaj bom grdo rekel, ampak vendarle se bojujeta proti temni sili. Na drugi strani sem imel že v 2 podcastih super sogovorca, predvsem pa super strokovnjaka, tako da kar dober mentor si očitno. Sta dobro predstavljala svoje delo. Leo, s tabo bom začel, ker vendarle govorimo danes o poslovni, uporabniški, praktični vlogi umetne inteligence. Najprej, kako hitro zdaj vse skupaj raste? Pa se to je v bistvu vprašanje za oba. Kako hitro se vse skupaj razvija? Jaz sem včasih delal na televiziji, takrat je bil moj gost, šef inštituta Jožef Štefan, in je rekel, ok, zdaj je prišel ChatGPT, takrat je bil 1, se mi zdi, kako je bil, boste videli, kaj se bo zgodilo v pol leta. No, zdaj je to 2 leti, 3 leta za tem. Kaj se je zgodilo? Nadgradil se je, bliskovito hitro raste, pač že na začetku se je videl potencial, ampak je bilo to nestabilno, da se ni dal zanesljivo uporabljati še. Še zdaj ni povsem zanesljivo, ampak vse bolj postaja zanesljivo. Je pa treba imeti metode, da se lahko zadeva upravlja. Smajl, od navdušenja, takrat smo bili navdušeni, sem prejle omenil, sam sem si to naložil zaradi navdušenja, ker zdaj pa seveda vsi to uporabljajo, pa do uporabnosti. Kako je pa ta pot rasla? Tako, jaz bi rekel, glede pred obdobjem, ko se je AI dejansko začel razvijati, pa ker smo glih v podcastu Slovenian Business Cluba, mogoče majčkeno karikiram in bi povedal mogoče eno stvar v smislu startupov ali pa podjetij, ki šele začenja, posameznikov. Včasih je bilo zelo veliko ljudi, ki je imeli zelo dobro idejo. Žal pa niso imeli resursov za razvoj aplikacije, projekta, kakorkoli. Se pravi, veliko energije, truda se je vložilo ravno te 2 faze, se pravi iskanje potencialnega naročnika oziroma partnerja, ki bi vstopil z svojim znanjem, ali je to bodisi programiranje ali kakšne druge kompetence. In se je ta cikel zelo podaljšal. Se pravi, ideja je bila, neka funkcionalna specifikacija je bila napisana,
ljudje so si vzeli zelo veliko časa za te stvari, se pravi, da so imeli developerji dejansko tako rekoč celotno specifikacijo narejeno in da so razumeli kontekst te zgodbe, te aplikacije. Če danes obrnemo zgodbo, je ravno obratno. Se pravi, ta del, v katerem se je največ truda, energije, časovno potratno uporabili, je danes ravno obratno. AI je treba jemati kot orodje, kot nekega pomočnika, ne pa kot, bom rekel, partnerja, ki izdela neko aplikacijo ali karkoli v zvezi s tem. In tukaj pa nastane en drug problem. Ne? Danes imamo na milijone aplikacij, ki so izdelane s pomočjo umetne inteligence. Glede na to, da sem varnostni analitik, bom mogoče kasneje tudi povedal malo aspekt glede tega. Ampak ljudje dejansko danes lahko svojo idejo uresničijo praktično sami, brez tujih posrednikov, seveda, če gre za neke aplikacije, bodisi bančne ali neke podatke o uporabnikih GDPR in podobno, seveda je treba imeti nekega izkušenega strokovnjaka, ki to naredi, ampak za neko rešitev, ki odpravlja, bom rekel, nek problem, ki ga posameznik ima, je to idealno orodje, ki jo lahko pomaga k temu prenesti. In mogoče samo še ena stvar, ki bi jo mogoče omenil. Poleg tega, da sem mentor v SOC-u, zelo veliko tudi programiram, tako da v bistvu poznam zelo veliko programskih jezikov, zelo veliko programov sem naredil, aplikacij, tako internih kot za svojo lastno uporabo. In moram povedati, da včasih je bil ravno največji problem pri, bom rekel, debuggingu. Se pravi, zelo veliko časa, včasih pred obdobjem AI-jem, si iskal odgovore, pomoč na forumih, zelo dober znan primer je Stack Overflow.com, kjer so se v bistvu zbirali vsi razvijalci, programerji, in če si imel kakršenkoli problem, si lahko v forum napisal, to pa tega ne razumem, in Čaka odgovor. In dejansko odgovor je priletel v istem dnevu. Zelo veliko ljudi se je angažiralo, ampak preden si ti ta odgovor sploh dal gor, si mogel seveda preveriti vse vire. Kaj smo včasih delali? Ja, na Googlu smo iskali, kako se ta problem reši, kaj je to. In danes je recimo obisk te spletne strani padel za 99%. Zakaj? Zato, ker AI že ponudi odgovor posamezniku, ki se mogoče dotika nekega problema, ki ga sam ne zna rešiti. Ti prikimavaš, zdaj bom vprašal kot butec, okay, ne mi zameri, če je to vprašanje takšno, ampak ko je prišel ta chatbox najprej, ne, se pravi jezikovni model, in potem je šef Nvidie takrat dejal, brez skrbi, ne, saj v prihodnosti niti ne bo več treba programirati, Smile'a praktično ne bomo potrebovali tistih 4 ure, razen ko gre za varnost, ker bo umetna inteligenca to naredila sama. A je to prihodnost, a je to res mogoče, da se bo v bistvu vse to zgodilo, brez da potrebuješ nekoga, ki ima znanje programerja? Vloga človeka se, ne bi rekel, da se zmanjšuje, ampak se spreminja. Zdaj, podatkovni modeli lahko ogromno naredijo, umetna inteligenca lahko že ogromno sama naredi in avtomatizira, že spiše cele programe, kot je že Smile izpostavil. Še vedno je zelo uporabno imeti tiste temeljna znanja, da se lahko bolje usmerja umetno inteligenco, že sam pri zasnovi vprašanj in podobno zadeve. Znanje je še vedno zelo pomembno, pa še vedno mora človek preveriti končni rezultat in potem tudi določiti zadeve, katere pa AI ne more vedeti na noben način. Pač. Preverjati uporabnike, kako se odzivajo, nekako predsoditi čustvo. Čeprav to bom rekel, sem presenečen, že AI že sam iz besed lahko zelo dobro oceni, kakšna je od kakšne osebe izkušnja. Ampak, da bi tukaj rekel, da je to gotovo, pa koliko bi temu zaupal, še nisem čisto prepričan, je pa presenetljivo, koliko je že sposoben. Smile, ti si omenil en zelo pomemben podatek, in sicer, da AI ne bo nadomestil človeka, mu bo pomagal pri različnih stvareh. Eno vprašanje za oboje, ne, včasih si imel dobro idejo, pa si težko prišel do izvedbe na koncu. A bo AI kdaj imel idejo? Lahko jaz tukaj rečem? Ja. Jaz sem že to spremljal, trenutno, kakor vem, že v matematiki je rešil nekaj zelo, zelo težkih problemov, za katere je bilo mišljeno, da jih AI ne bo mogel rešiti. Tako da tukaj že prihaja do tega, da je bolj zmožen od ljudi na neki način. Osebno mislim, da ima največ potenciala v tem, da
že obstoječo znanje sprocesira in aplicira na večjih področjih, ker recimo raziskave so na enem področju, ampak potem ta raziskava se ne upošteva, ko se dela kakšno drugo raziskavo ali pa na kakšnem obstoječem problemu. Tukaj se mi zdi, da je ogromen potenciala, da neka AI orodja, ko bi rekel, skupaj dajo znanje človeštva, bi rekel. Levo se jo greva, vidiš? Super, super, super. Jaz bi mogoče sam še majčkeno dodal, no, da v bistvu človeka dejansko ne bo nadomestil nikoli. Zakaj ne? Predvsem iz enega razloga. Zdaj, če se pogovarjamo o uporabi AI-ja v poslovne namene, se pravi za podjetja, jaz mislim, da bo preteklo še mnogo, mnogo let, če sploh bo, da bo v bistvu umetna inteligenca razumela miselnost podjetja, mogoče vrednote, ki se jih ne da napisati v nekem dokumentu, in to je v bistvu tisto pomembna stvar, ki se mi zdi, da mora imeti konec koncev tudi odgovornost. A ne? AI ne bo nikoli prevzel odgovornosti, vedno je človek tisti, ki bo prevzel odgovornost, napačne odločitve, halucinacije in vse podobno, kar sodi zraven, veliko pripomore k temu. Tako da v bistvu celotno podjetje, kot podjetje, če ga pogledamo, dejansko AI ne bo te miselnosti podjetja, tega povezovanja človeške simpatije, človeškega v bistvu osnovnega namena, kaj človek dejansko v osnovi je socialno bitje, se pravi bitje, ki se mora socializirati, družiti z ostalimi, in tako nastaja tudi zelo dobre ideje. A ne? In jaz dvomim, da bo AI sposoben narediti karkoli v tej smeri v bližnji prihodnosti, seveda, da ne bomo govorili naprej. In to mislim, da je bistvo. No. Zato sem vprašal, če bo imel tudi kdaj idejo. Dobro, izvedba je nekaj, ampak imeti idejo nekaj drugega. V podjetju te dva ste pa imeli idejo, ne, da naredite lastnega AI pomočnika. Ti si na začetku rekel, jaz se ukvarjam s Tintino. Ne? S Titino, ja. Titina, ja. Najprej ime. Kako ste sestavili ime? Zdaj izvora imena ne poznam. Bil je že še preden smo prišli na chatbot. Smo imeli že prej en pogovor na konzolo, ki je bila samo na gumbe. Mi smo to pol nadgradili. Najprej, ko smo začeli, kasneje prišel v ekipo, nismo še imeli sploh LLM-ov, takrat to je bilo 2023. LLM-i so že bili vzoni na trgu, ampak je bilo tako težko kontrolirati, kaj reče, da ni bilo uporabno za splošno podporo še, vsaj ne za specifike podjetja. Lahko se vpraša, če je GPT kakšno vprašanje in da nek odgovor, ampak tukaj že takrat je bila past, pa še zdaj nismo znebili te pasti, da bo odgovor, a je pravilen ali ne. In zdaj halucinacija, sam AI ne ve, a je haluciniral ali ne. On da odgovor in vsak odgovor je za AI isti. Govorijo o pametnem asistentu, to, da vsi razumejo. Se pravi, katere rešitve ste v resnici hoteli s tem rešiti? Ti si rekel, jaz sem že prej delal v tem centru, jaz imam ta občutek. Kaj ste želeli v resnici ponuditi? To, da ne potrebuješ več toliko ljudi v klicnem centru, to, da v bistvu hitreje dobiš odgovor, da je ta baza večja. Kaj ste reševali? Potencial je bilo ogromen. Je bilo to, da se na nek način razbremeni ljudi. 2024 je bil glih čas po koroni. Osebno jaz sem se hotel spraviti na AI že zaradi tega, ker na klicih mi je bilo obupno delati že po cele dneve, govoriti z ljudmi. Jaz sem rad delal z ljudmi. To zdaj ne smeš po moje povedati, ne šala. Ne? Jaz osebno sem tak nord, da sem rad delal z ljudmi, pa tudi če so se name drli. Nekdo je poklical, jaz sem hotel rešiti problem, to je bila moja miselnost že dolg časa. Že to miselnost sem tudi prenesel na Titino. Pa tukaj hočem še izpostaviti, te dva klicni center smo bili najboljši vrsto let, po raziskavi dejansko. In da smo potem sestavili chatbota, kater bo nekako primerljiv temu. Se lahko pohvalim, se mi zdi, da imamo eno izmed najboljših rešitev za chatbot na trgu, kar se tiče telekomunikacij. In smo se zelo potrudili in smo se zelo osredotočili na izkušnjo uporabnikov, dejansko, da ko nekdo odpre chatbota, da pride do rešitve. Smo se mogli seveda s tehničnimi omejitvami spoprijeti in jih rešiti, kakorkoli se da. Konec koncev, ko nekdo odpre chatbota, je vseeno nekdo pokliče ali odpre chatbota, bo na koncu hotel imeti nek odgovor. Ne more samo chatbot nekoga vrteti v krogu, pa probati rešiti
in tako avtomatizirati pogovor. Ampak mi smo se kar osredotočili. Takoj, ko chatbot ve, da ne more rešiti, preveže k sodelavcem. Mi imamo odlično podporo, odlične ljudi, te, ki imamo, jih hočemo obdržati, ne. Da še naprej imamo, kolikor se da, odlično podporo. Evo. Ja, kar vprosti smo. Mogoče bi sam še to dodal, no, da v bistvu mislim, Mhm. da ste tudi s tem rešili, v bistvu, kaj je v bistvu rak rana klicnih centrov. So v bistvu ponavljajoča ista vprašanja, Ja. ki so v bistvu lahko so objavljena na internetu kot pogosto zastavljena vprašanja. Vemo, da danes ljudje v tem tempu, ko živimo, nimajo časa tega brati. Ja. In Titina dejansko rešuje tudi največ, kar se tega tiče. Se pravi, da agenta klic ne sprejme za neko, bom rekel, stvar, ki mu jo lahko chatbot ponudi v enem promptu kot odgovor. In tukaj se mi zdi, da je največja doprinos. Ja, ja. No, ravno to sem želel vprašati, ker si že omenil, če se pa zaciklaš, ne, če si v krogu, potem te že usmeri na klicni center, ampak ta začetni del, katera pa so ta najbolj pogosta vprašanja? Mislim, pri telekomunikaciji pač televizija, bom rekel. Okej. Ali ne dela, nekaj piše na ekranu, treba ugotoviti, kaj. Tukaj smo se potrudili, že lahko te osnovne probleme reši sam. To smo preverili na uporabniku prijazen način. In tukaj je Titina učinkovita, ti ona dovolj pomaga, da so ta osnovna vprašanja odgovorjena z umetno inteligenco? Ja. Okej. To moramo vprašati. Včasih je veljalo, ne, da ko si poklical na klicni center, je bilo prvo vprašanje, meni dela internet ali pa televizija, ne, veš, kakšno je bilo, ne. A imate vklopljeno v elektriko? Seveda. Ja, tudi to preveri. Tudi Tina to preveri najprej. Tako je, ja. Aha, okej. Pa se potem ne razburjajo uporabniki. Nikoli. Tudi moja osebna izkušnja je bila, ko sem bil še na klicih, da če se to vpraša iz čist, kako bi rekel, Prijaznim tonom, ne. s prijaznim tonom in pa iz vidika, da se hoče rešiti problem, pa preveriti, kaj je težava. Veliko ljudi nima nič proti temu, ne. Okej. Zdaj ti si bil pri razvoju tega projekta Tintine z znanjem iz klicnega centra. To je verjetno ključno za to, da to uporabniško izkušnjo preneseš. Kako je potem potekala vsa ta obdelava Tintine? No, kaj vse ste v bistvu mogli dati? Pa zdaj ne sprašujemo o kodi, o tem nič ne vem, ampak kako ste jo morali opremiti, no? Dobili smo rešitev Boost AI, s kateri so nas tudi onboardali z določenimi znanji, da smo lahko uporabljali njihovo orodje za izgradnjo chatbota. Se lahko pohvalim, da smo potem zelo odlično se naučili uporabljati to orodje. Je pa bil čas, da najprej smo mogli še staro rešitev, tisto, kar sem rekel, na gumbe, smo najprej mogli predstaviti, to smo v tednu naredili, tako bliskovito hitro, ker tisti bot na gumbe se je razvil leta in za kakršnokoli spremembo je lahko trajalo tedne, da se samo naredi spremembo enega gumba, pa dobimo to platformo, pa lahko v enem dnevu gumb spremenimo, oziroma minuti, če je res nujno. In ja, potem smo se pa naučili, kako uporabljati jezik in kako predvidevati, kaj je uporabnikovo vprašanje. Zdaj bom rekel, takrat na začetku so bili še zelo je bilo še orodje kar omejeno, ker še ni bilo LLM-ov, kot sem rekel, in smo se učili še z Natural Language Understanding, torej razumevanje naravnega jezika, in s tem v bistvu gradili naše znanje in kako pomagati uporabnikom. Potem pa se je še uvedel LLM v samo orodje, skupaj z drugimi tehnikami, da se lahko uporablja LLM-e za generacijo odgovorov, plus da se dobi natančne informacije, kaj je treba dati uporabniku kot odgovor, da pride lahko do čim manj halucinacij. Tukaj smo mi kot ekipa pripravili čist custom rešitev, imamo lastne dokumente, za katere skrbno, zelo močno skrbimo, da so čim bolj natančni in da čim bolje servisirajo uporabnike, da se, kot sem rekel, da ni tiste slabe izkušnje, da se vrti v krogih. Še vedno se lahko zgodi, ampak smo se lahko pohvalim, se mi zdi, da smo tukaj zelo dobro izpilili izkušnjo.
Še eno vprašanje, Mhm. čisto kot uporabnik, to pomeni, da če imam jaz problem in pokličem Tintino, Mhm. mi bo ta odgovarjala samo po tem, kar ji vi date, ne? Ja. In ne bo iskala po svetovnem spletu odgovora. A prav razumem. Se pravi, da ste vi ustvarili pamet, ki mi odgovarja, ne ChatGPT, ki bi se lahko zatekel halucinacijam. Zdaj, tukaj halucinacij se nismo 100% znebili, ampak smo jih zelo, zelo znižali. Mhm. Že zadnja halucinacija, ki sem jih videl, pa je že bilo par mesecev, je, da se je izmislil kakšne URL-je, ni se pa izmislil kakšnega postopka ali pa kaj narediti. Vse, kar reče, ponavadi gre po skriptika navodila, ima še celo navodilo, da če nima navodil, naj preveže agentov, ker ne ve, kaj narediti. Imamo zelo, zelo spiljena navodila, kot sem rekel. In to je tudi bistvenega pomena. Ja. a ne. Verjetno, Gregor, ti, ki si si inštaliral aplikacijo, a ne, če bi ga zdaj kaj vprašal o sebi, ki o tebi nič še ne ve, ker se z njim nisi pogovarjal, ti bo verjetno podal nek odgovor, ki bo verjetno precej Točno. napačen. a ne. Napačen, misliš, da? Če ga prvič uporabljaš, Ja, ga na računalniku, zdaj sem Aha. si samo prenesel še aplikacijo. Ne? to potem ve vse o tebi. Ja, se zato mislim, da je ta skrb Mogoče odveč. sami iz varnostnega stališča, no, da je res treba velike jezikovne modele omejiti. Ne. Omejiti v smislu, do katerih podatkov ima dostop, kdo lahko kot uporabnik do njih dostopa oziroma se uporablja, in konec koncev, da uporablja preverljive vire. Najbolj pomembno je to, kar je Leo izpostavil, a ne, da imamo, ne vem, interne pravilnike, postopke, se pravi dokumente, sisteme, ki so namenjeni znotraj podjetja, in da AI ne išče odgovore in da ne halucinira na tak način, da gre na splet in Da dela ti, zunaj, ne? ti Ja. dela to. To je najbolj pomembna stvar. Drugi vidik je pa varnostni vidik. No, to me je zanimalo, kako pa poskrbiš kot programer ali pa kako poskrbite kot podjetje, da vsi ti osebni podatki klicatelja, ne, pa seveda potem tam razložiš naročnino in tako naprej, ostanejo varni. Tukaj pa govorijo zdaj o bazi, to je pa že... Tako je, no, zdaj treba najprej razlikovati, kakšne jezikovne modele se sploh uporablja. Ne. Poznamo seveda komercialne produkte kot od OpenAI, Microsofta, Antropika. Obstajajo pa seveda tudi jezikovni modeli, ki so prosto dostopni na spletu. Zelo moram pohvaliti slovenski produkt, GAMS, LLM model, ki so ga razvili na fakulteti za računalništvo, zelo dobro razume slovensko, je v bistvu zelo dobro LLM orodje. In kaj sem hotel povedati, je to, da v bistvu mi kot T2 seveda za te podatke in vse te stvari stremimo k temu, da je model lokalno shranjen pri nas, v našem data centru. To se mi zdi zelo pomembno, zaradi tega, ker če se uporabljajo modeli, ki so komercialnih ponudnikov, pomeni, da vsi ti dokumentni sistemi, ki jih je Leo omenil, ni pametno nalagati na modele, ki v bistvu grejo v cloud. Po drugi strani se da to preprečiti s tem, da se določeni podatki psevdonimizirajo, anonimizirajo, seveda tukaj treba biti zelo previden, in da se potem, ko v bistvu model vrne nek odgovor, da se da to potem v pravilno obliko nazaj spraviti. In tukaj je največji problem, ki ga jaz vidim strani strani varnosti, je to, da podjetja dejansko nimajo nekih internih pravilnikov, katera orodja so sploh dovoljena, na kakšen način se jih uporablja, in to je tisto glavno ključno vprašanje. In zelo veliko ljudi vidim, da v bistvu shranjuje gor ali pa odlaga gor v te čete, od računov do dobavnic, do vseh, se pravi, vsi podatki, ki bi morali biti znotraj podjetja, ne vem, če so prebrali pravila pogojev uporabe, kateri podatki se delijo, ali se mogoče tudi ta model na podlagi teh podatkov dodatno uči. In tukaj je največji problem, ker ljudje ne znajo preceniti, oziroma bi mogli to že vedeti, da se, bom rekel, pomembnih dokumentov oziroma dokumentov, ki vsebuje osebne podatke ali pa interne skrivnosti podjetja, ne nalagajo na take stvari. Druga stvar pa je, če imaš ti nek lokalni LLM model, ki v bistvu celotna komunikacija poteka znotraj tvojega omrežja, podatki ne izhajajo iz tega okolja navzven, in to je v bistvu najbolj dobra praksa.
je pa po drugi strani tudi hardversko požrešna, da to sploh lahko vzpostaviš. Ker sta LLM model omenila, pa seveda eden izmed glavnih argumentov, katerega izbereš, je ta lokalnost. A ne? Na podlagi katerih kriterijev ste jih pa še primerjali, ne? Ker danes je ta ponudba vendarle izjemna. Ne? Bi kar jaz to odgovoril, in sicer zelo pomemben je seveda to, da ga lahko pač deployaš v lokalnem, to, kar si omenil. Po drugi strani pa je treba se zavedati eno ključno informacijo, ki mislim, da jo treba izpostaviti. Ne. Na trgu ne obstaja najboljši LLM model. LLM model je lahko zelo dober v določenih nalogah. Nekateri so, recimo, kot sem omenil, Gamsa, je zelo dober na področju uporabe slovenskega jezika. Potem imamo druge modele, ki so mogoče dobri v programiranju, in spet tretje modele, ki mogoče dobro obdelajo zelo veliko količino podatkov. Skratka, zelo različne naloge, ki jih upravljajo te modeli, in v največji meri je potem se potrebno vprašati, ne kateri model je najboljši, ampak kateri model bo moj problem, mojo nalogo najbolje rešil. In to je nekako, po mojem, bistvenega pomena. Jaz bi še dodal tukaj samo, znotraj istega modela, ki ima isti namen, ki se naredi neko novo treniranje, se ne sme pričakovati, da bo to samo nadgradnja. Je tako, da določene zadeve lahko zdaj, ki jih je prejšnji model v redu pohendlal, da jih več ta ne pohendla na isti način ali pa sploh. Je treba imeti teste že za pripravljene rešitve, da ni zdaj nadgradnja dejansko pokvarila že obstoječe funkcionalnosti. Ni update vedno boljši. Tako, vsaj pri AI-ju, kakor se trenira. Okej. Ja. Mogoče, ko si prej omenil, da se borite proti halucinacijam, pa kdaj je bila zadnja, kaj pa učinkovitost odgovora, a ne? A to preverite, a rečete, ok, poglejmo zdaj ta mesec, kako je Tintina odgovarjala, kakšni so bili odgovori, kako učinkovita je bila, in analizirate tiste odgovore, ki pa niso pripeljali do rešitve. A to naredite? Ja, konstantno. To kar naprej gledamo, to je naša glavna metrika. Če kdorkoli da negativ feedback, torej, da nam sporoči, da je bila slaba izkušnja, mi to se poglobimo takoj, ko se da. Včasih so slabe izkušnje zaradi tega, ker smo pač še vedno tehnično omejeni s tem, kaj lahko naredimo. Pač chatbot ne bo zdaj nekako dal stranki, ko se tako v redu izrazim, ne bo zdaj dal. Ne bo meni prižgal televizorja. Ja, če je TV pokvarjen, recimo, ne bo magično vzpostavil delovanja. Pove pa lahko, da se gre na servis ali pa druge načine, druge načine, ki so logični. Tintina se še ne sprehaja. Ne? Ja. Mogoče samo eno zanimivost iz sveta kibernetske varnosti. McDonald's je uporabljal, oziroma ga še uporablja, enako chatbot, ne seveda v Evropi, v Ameriki. In kaj so dejansko napadalci, bom rekel, pametni uporabniki tega chatbota naredili, a ne? Ko smo govorili o omejevanju modela, kaj sme, kaj ne sme, kaj sme početi, česa ne sme početi, no, tam so pa majčkeno zgrešili. In kaj je bil problem? Problem je bil v tem, da seveda je bil chatbot namenjen storitvam McDonald'sa. Od tega, od zadovoljstva strank do podatki o količini kalorij za hamburgerje. In seveda so ob uporabi tega chatbota ugotovili, da se ga da za določenim promptom uporabiti za svoje privatne namene. A ne? Se pravi, lahko si ga vprašal nekaj, kar nima veze z McDonald'som, in ti je na to stvar podal vse potrebne odgovore. Z drugimi besedami povedano, dejansko nisi rabo imeti neke plačljive naročnine za tako storitev, ampak si uporabljal storitev tega ponudnika, seveda se mu povzročil veliko stroškov, kar se tiče uporabo promptov. In to so take stvari, in z varnega stališča kibernetske varnosti je v bistvu to najbolj pomembnejši aspekt. No, zdaj vprašanje zate, kolikokrat si preizkusil Tintino, kje so njene meje? Če čisto odkrit povem, v bistvu ne preveč. Sem jo v tisti prvi fazi, ker sem v bistvu bil zelo nezadovoljen. Nezadovoljen v smislu tega, ker točno to, kar se Leo trudi, oziroma ekipa, izboljšati te odgovore, in na začetku žal pač niso bili odgovori, bom rekel, zadovoljivi.
In to je tista stvar, ki je mene zmotila. Danes, če primerjamo situacijo, mislim, da Tina je zelo pametna, odgovarja zelo dobre odgovore, navodila, vse te stvari. Tako da v bistvu zelo rešuje problem, bom rekel, teh uporabnikov, ki se spoznajo s tehnologijo. Se pa bojim, tudi mogoče, če še zdaj mogoče pogledam majčkeno v prihodnost, a ne, pa če govorimo o klicnih centrih, pa uporabo teh chatbotov, a ne, jaz se bojim, ko bo prišel trenutek, ko v bistvu človek, ko bo klical na neko tehnično podporo, ne glede na to, a je to za pralni stroj, a je to za avto, da bo dejansko zelo težko prišel do sogovornika v živo in da ti odgovori, ki so mu podani preko teh chatbotov in ostalih stvari, ne bojo tako zadovoljivi in ljudje vemo danes, kakšni smo, mi ne bomo zapravljali tam časa, da bomo stokrat ga nekaj vprašali, dobili nek odgovor in to se v prihodnosti bojim, da bo zelo težko dobiti, ne glede na to, kater sektor, neko res konkretno podporo strani človeka. Leo, ti si zdaj ob razvijanju Tintine, pač tega jezikovnega modela, ki pomaga uporabnikom, ko gre za telefone, za računalnike, za internet, za televizijo. Cela država naša pa stremi k temu, da ima podobne težave, ko gre za javno upravo, ne vem, ko gre za razne stvari. Tukaj potrebuješ ti kakovostno bazo podatkov, če sem te zdaj dobro razumel, potem rabiš ekipo, ki bo te podatke znala primerno obdelati, dobro arhitekturo, se pravi, kje boš to imel, pa pol upravljanje sistema, da ni kakšnih podobnih vdorov, kot je bilo pri McDonald'su. A se ti zdi, da je to prihodnost, naprimer, tudi za javno upravo, ko gre za vse stvari počasi, ne? Ta tvoja skrb je seveda povsem na mestu, ampak vendarle zdaj malo peljem te v smer, kaj znanje pa AI v tem trenutku že lahko naredita za uporabnike na vseh področjih, no. Da se uporabi samo iz škatle neko rešitev, se mi zdi, da ni še. Mogoče že obstajajo že orodja, ki so to. In sem že tudi videl par primerov, ki je povsem zadovoljivo, pač out of the box rešitev, ki se jo da z obstoječimi podatki. Za kakšna podjetja, ki imajo bolj osnovne funkcije. Moram reči, pri nas je zoprn urejati podatke, ki ni samo ena tema, recimo, nismo samo računi, nismo samo izdelki, nismo samo televizija, mi imamo mobilno telefonijo, televizijo, internet, stacionarno telefonijo, vse to ima opremo, ki se lahko na svoje lastne načine pokvari. Ogromna baza podatkov, katero je treba vzdrževati. Tem, ko pri kakšnem podjetju, ki recimo se ukvarja samo s prodajo izdelkov, je treba vedeti specifikacije teh izdelkov in dokler je v redu urejena podatkovna baza, je lahko veliko lažje out of the box deployati. Ja, država pravi, da bomo kmalu digitalni, me zanima, ne, si želimo vsi, da bi takoj dobil odgovor, ne, da bi ga čakal, ne glede na to, čigav je, ali je to živi človek ali ne, zato me zanima, pa mogoče tudi na začetku sem rekel, da bomo govorili od jezikovnega modela pa do aplikacije, ne, zdaj smo pa ta del, kako dolga pot je to? Potencial je, koliko dolga pot je, pa vprašanje, kdo bo razvijal, kaj se bo razvijalo. Okej. Pri AI rešitvah sem veliko AI rešitev že videl in spremljal. Jaz sem bil zelo, zelo navdušen recimo za eno AI rešitev, da se bo materiale odkrivalo. Ne vem, tukaj malo več razložim o tem. Lahko, daj. Torej, kaj zdaj tukaj mislim, dejanske atome in njihove izotope, se je odkrivalo včasih, so to znanstveniki odkrivali in so odkrili nek vzorec. Zdaj je vam prišel nek papir, raziskovalni papir, ki naj bi imel AI, ki določi, kateri izotopi bi lahko bili stabilni. To ima ogromen vpliv, to je imelo potencial, da bi bilo ogromen vpliva na razvoj materialnih znanstvenih ved, ampak se je na koncu izkazalo, da je pač ni bilo dejanske uporabnosti za tem in sem bil za tem osebno kar razočaran. Je bilo še par drugih zadev, to je bila ena izmed zadev, za katero sem bolj navil, da bo uspelo. In zdaj, kaj je AI sposoben, je težko reči. Zdaj zelo lahko je reči, če imaš prave podatke, boš lahko naredil model, ki bo naredil, kar želiš, ampak do tega priti je lahko zdaj,
od gore ali pa samo zelo majhen hrib, tukaj je pa vsaka situacija je drugačna in težko se reče. Se mi zdi, da je en izmed manjših hribov, specifično za administracijo, kot se je omenil, že samo to, da bi se naredil mogoče kakšen AI, ki bi določil, kdo ima odgovornost, pa da se ne prelaga iz enega oddelka na drugi oddelek, na tretji oddelek, na četrti oddelek. Tukaj specifično sem imel eno težavo po tem, ko mi je dedek umrl, že nekaj let nazaj. Zaradi podedovanja avta sem mogel, je bila malo zoprna situacija in pol sem šel iz enega oddelka na drugi oddelek, na tretji oddelek, na četrti oddelek in je bilo nekaj časa samo v, ne vem, kako bi rekel. Proceduri. Ja, v proceduri, ja, Ja. tako, ja. In je bil kakšen AI, ki bi samo določil odgovornost, in da si bi potem oddelek lahko temu posvetil. Mislim, da bo takoj rešitev, ampak se mi zdi, da lahko že takoj zniža, Skrajša čas. ja, napoti ljudi, pa da zniža čas, koliko časa se gre med oddelki, ne. Okay. Mogoče samo še to dodatno, bolj ko ne, da v bistvu pripomore k temu, da predlaga, vsekakor pa ne more sprejemati odločitve, kdo je odgovoren. Zato so namenjeni interni akti podjetja, kakršnekoli so že. AI ne more odločati o tem, kdo bo prevzel neko odgovornost. Te odgovornosti morajo biti jasno zapisane, seveda v statutu podjetja, bodisi to v internih pravilnikih in podobno. Se pa strinjam s tem, da bi AI na podlagi teh vzorcev lahko detektiral, kje te stvari šepajo. Omenil si javno upravo. Jaz bi najprej videl, preden se to razvije tam, dajmo mi najprej začeti z glasovanjem preko interneta, pa bomo najprej to rešili, pa se pol posvetimo temu AI-ju. In verjamem, da je v bistvu javna uprava tudi en velik, kako bi temu rekel, ne me narobe razumeti, konglomerat, kjer v bistvu procesi ne špilajo, to, kar je v bistvu Leo zdaj povedal, in tukaj AI lahko dosti pripomore. Vsekakor pa lahko samo predlaga, je pa še vedno tukaj human in the loop, kjer morajo biti te odgovornosti jasno določene znotraj podjetja. Zdaj, preden sta prišla, so me seveda malo zbrifirali, kaj tudi lahko vprašam, pa lahko tudi vidva povesta. Ena taka glasbena aplikacija je zdaj v igri. Kdo jo razvija v dvaju? Jaz. Vse se mi je zdelo. Mislim, ne jaz, AI. AI, no, to je zdaj to vprašanje, ki moram postaviti vprašanje. Sam si rekel prej, tudi kar veliko programiram in tako naprej. Jaz sem že postavil vprašanje, ali je sploh še treba v času AI-ja programirati. Se pravi, ti si ključen zato, ker si imel idejo, en mesec približno zdaj to počneš, če si prav seznanjen, kako to poteka. Kaj si moral imeti, kakšen prompt je bil napisan, kdo ga je napisal, ne? V bistvu sem rojen v Ljubljani, ampak v tem primeru sem pa tipičen Gorenc. Okay. Moje ključno vprašanje, ki sem si ga sam postavil, oziroma problem, ki sem ga sam detektiral, je bil, zakaj bi jaz mogel vsak mesec plačevati 10-15 evrov za neko storitev, v smislu, ne vem, Spotify, YouTube Music, medtem ko mi doma v omarah sloni gora originalnih CD-jev, ki sem jih kupil v celotni svojem življenju. Zelo velik problem imam v tem, ker imam pač novodoben avto, ki seveda CD-playerja nima. Kako bom jaz zdaj to glasbo predvajal? Ker konec koncev glasba je moja, ne delim jo z nobenim in sem Gorenc, ne želim dati 10 evrov na mesec, zakaj pa ne bi teh 10 evrov izkoristil in tako kot ti, 28 dni je od tega, sem si prvič inštaliral ChatGPT. Zdaj, če bi ga vprašal, kaj ve o meni, ne bi vedel nič. Zato, ker ga nikoli nisem uporabljal. Vse te chatbote jih nikoli nisem uporabljal, zato ker se mi je zdelo, da seveda v poslovnem okolju, v katerem delujem, tega sploh ne smem uporabljati, to je prva stvar. V privatnem življenju pa nisem čutil te potrebe, da bi ga rad imel. In tako sem prišel v bistvu na idejo, hej, pa dajmo, jaz moram iz varnostnega stališča testirati določene rešitve. Zakaj ne bi to vzel z roko v roki in v tem brezplačnem 30-dnevnem obdobju, ki ti ga ponudi ChatGPT, izkoristiti to za nekaj, kar bo rešilo moj osebni problem. In še enkrat disclaimer, to govorim čisto izključno kot navaden človek, da bi rešil nek problem. In če zdaj mogoče sam nadaljujem, ja, imam to prednost, ker veliko programiram, poznam te stvari, vendar danes v današnjem času to seveda ni ključno.
Danes imamo na milijone aplikacij, ki jih je v bistvu razvil AI, ki so ga uporabniki, ki so ga uporabljali za to, da so razvili neko aplikacijo. In ta moj problem sem v bistvu danes kar uspešno rešil. Zdaj sem v tej fazi, kjer bom mogel tudi varnostno preverjati, testirati aplikacijo in seveda sem sledil v sami izdelavi aplikacije, sem sledil tudi vsem spremembam, ki jih je zapisal v datoteke, ker poznam programski jezik, mi je to lažje. Medtem ko pa nekdo, ki se na to ne spozna, še posebej, če dela neke aplikacije, ki vsebuje občutljive podatke, kot smo govorili, GDPR, Bohnar, kakšnih bančnih podatkov, aplikacij za plačevanje, tukaj pa dejansko človek sam tega ne more narediti, ne. Zdaj moramo vprašati, a si mogel CD-ja naložiti najprej na računalnik? Seveda, to je v bistvu bilo osnova, ampak to sem jaz delal že, bom rekel, kar nekaj časa nazaj. Vemo, koliko je CD obstojen, koliko let lahko zdrži. Tako da ta doba 50 let, recimo plus, ne, originalni CD-ji, vemo, koliko hitro se spraskajo, če grejo ven iz škatlice. Jaz sem to sam pri sebi digitaliziral. In jasno, naslednje vprašanje je bilo, kako bi jaz lahko to glasbo predvajal, ne glede na to, da nimam CD-plejerja v avtu, ne glede na to, da sem v hribih in bi rad poslušal neko muziko, ki je moja, in to je bila rešitev. Bravo. Jaz imam gramofona, tudi za gramofonske plošče imaš kakšno To rešitev? treba pa najprej presneti v digitalni medij. Okay. Ja, omenil si, ti si zdaj to aplikacijo naredil sam, a jo boš dal na Apple Store mogoče ali pa? No, tukaj so pač določeni pogoji, jaz to aplikacijo res razvijam izključno sam zase. Pogoji za objavo na App Storu so prvo finančno, treba je imeti developer account, treba je plačevati neko naročnino, in zdaj, če sva spet pri tistem gorenjščini, da si to šparaš, zame ja. pač ni. Sem se pa odločil, no, da bom na podlagi tega, zdaj upam, da bo to še 15 dni, bom tole še pilil do konca, ampak sem se odločil, da bom vso znanje, ki sem ga uporabil za to, da se je neka taka stvar obdelala, bom to tudi javno objavil. Se pravi, vse koraki, kako sem jaz do tega prišel, in konec koncev bo ta produkt, ki sem ga naredil za AI, in bo tudi jasno napisan, da je za AI, bo na voljo kot prosto dostopna koda, tako da v bistvu malo samo promocije, mogoče če me malo na LinkedInu spremljajo, ker bom v bistvu res seciril aplikacijo na vse nivoje, videl bom, kako stvari potekajo, v bistvu že zdaj vidim, kje mogoče so določeni problemi, ki jih AI zgenerira, in z nekim znanjem, kot ga imam sam, lahko to narediš, medtem ko en navaden uporabnik pa res tega se ne zaveda, ne. Aplikacija dela, ne vemo pa, kako dejansko je varnostno zaščitena, kaj se zgodi s podatki, ki so noter, a se mogoče kakšne datoteke nalagajo, skratka kopica teh vprašanj. Vse to je moje vprašanje, ne, ti na App Storeu pa na Google Playu lahko kupiš en kup aplikacij, ki jih danes AI naredi, tudi sam si rekel, to jih je danes res na milijone. In ko to naložiš, ker te seveda premami ali uporabnost ali pa enostavnost tega, kaj se ti lahko zgodi? A lahko sploh pogledaš, kaj ta aplikacija vsebuje, preden jo imaš na svojem računalniku ali telefonu? Vmes najprej varnostno, pa najprej varnostno. To me varnost zanima, ne? Ja, tako je, no, danes je res nekaj, kar je objavljen v neki knjižici programov, a je to App Store, a je to Google Play, odvisno od uporabnika. To še ne pomeni, da so aplikacije, ki so naložene gor, varne. Zdaj, če smo prej govorili o tem aspektu, koliko aplikacij je narejenih, koliko se jih v bistvu tedensko naredi, uploada na te knjižice, se treba po drugi strani tudi zavedati, da strani Googla in pa strani Appla ne morejo v real timeu preveriti varnostno vse aplikacije, ki se nahajajo. Zato en res zelo dobronamerni nasvet, ko se išče neka aplikacija, lahko je brezplačna, lahko je plačljiva, da se uporabnik najprej prepriča, koliko prenosov je že ta aplikacija imela, kdo je razvijalec, se pravi, kdo stoji za tem, ali ima mogoče kakšno spletno mesto, reviewji, se pravi ocene te aplikacije, predvsem pa tista zdrava kmečka pamet, a ne. Zakaj bi si naložil aplikacijo, ki ti recimo meri telesno težo, hkrati pa ob inštalaciji zahteva dostop do tvojega imenika, do tvojih kontaktov, mogoče do določenih pravic, ki jih ta aplikacija za te namene niti ne potrebuje. In to je v bistvu že kar velik rdeč alarm. In žal moram povedati iz varnostnega stališča, da je takih aplikacij zelo veliko. Zato nasvet, aplikacije, ki imajo nekaj prenosov,
zagotovo niso nepreverjene, nevarne in je treba res izbrati in uporabljati tudi mogoče staro metodo, včasih smo rekli temu googlanje, danes vsi zdaj, kakor slišim, pišejo ta AI, da se dejansko preveri, kako so te aplikacije, kdo za njimi stoji in kakšno verodostojnost imajo. Leo, bi ti vzel aplikacijo od Smajla? Ja, bi ja. Če katero njegovo, a ne. Zdaj, tudi bom kar nadaljeval to vprašanje, ne. Ti si vendarle razvijalec, katere napake pa najpogosteje razvijalci naredijo, ko se grejo tole igro, ko si jo gre Smile? Se pravi, jaz imam idejo, jaz bi naredil eno aplikacijo, ker vidim, da je to dobra stvar, tako naprej. A si se ti tudi kje ujel, pa si rekel, okej, tukaj bomo zamenjali smer? Ne mi reči, da nisi nič zase naredil, še dvomim. Sem programiral. V tistem času, ko sem programiral, pa niso bili še LLM-i na tem okej. nivoju. Tako da zdaj vem, da so veliko bolj sposobni, ampak nisem osebno se toliko to poglobil. Je treba vedno paziti, kaj da ven, vedno preveriti, da dela to, kar rečeš, da dela. Zelo dobro bi bilo, da se uporablja AI, da se spiše teste, recimo, da aplikacija opravi teste, neke osnovne teste. Te testi znajo biti najpomembnejša zadeva za preveriti. Vedno je treba varovati, pa skrbeti za delovanje. Zdaj, ker smo vendarle rekli, ne, od chatboxa pa do aplikacij, pa v prihodnosti, kako se tebi zdi, da se bo zdaj tudi ta tvoj svet, v katerem ti delaš, ne, če smo v klicnem centru, kako se bo to spremenilo povsod, ne? Jaz sem bil enkrat na Mauritiusu, priznam, poročno potovanje, to je zdaj že kar nekaj let nazaj, ampak Mauritius je otok, ki ponuja turizem, ampak tudi en kup klicnih centrov, kamor iz celega sveta pokličejo, da ti rešijo nekaj težavo, ne? In ti tam lahko nekdo reši tudi težavo iz tvojega soseda, čeprav v življenju ni bil niti na tem koncu sveta. Ti, na primer, svojo Tintino že zmanjšuješ število domačih ljudi, ki bodo reševali te težave. Kaj nas čaka? Kako ti vidiš ta AI in vse te rešitve za tudi, ne vem, pomočniki AI, ne? Kaj se bo zgodilo? Ne bo povsem nadomestil ljudi, se pa konkretno poveča, kaj se da z nekim omejenim kadrom narediti. Lahko force multiplier, bi rekel temu, pa je tako, da Titina tudi če ne reši težavo, pobere informacije in potem tudi delno avtomatizira ljudem to rešitev. Ampak jaz bi se tukaj mogoče bolj osredotočil na izkušnjo strani uporabnikov. Sej, to me bolj zanima. Kaj bo za njega v bistvu drugače? Za uporabnika, pa tukaj bi izpostavil že obstoječo izkušnjo, ker zdaj so že AI chatboti na voljo in veliko, bi rekel, je kar slaba izkušnja. In se mi zdi, da čez čas bodo ta podjetja, ki se ne osredotočijo na izkušnjo, se bo videlo in bodo zaradi tega izgubili uporabnike. In bo to zelo pomemben aspekt pri nadaljnjem razvoju. Zelo lahko je, bom rekel, frizirati statistiko s tem, da se chatbotov kaže, da naj ne preveže, in potem kaže, da je avtomatizirano, medtem ko uporabnik ne pride do rešitve. Mi smo tukaj se zelo potrudili, da dejansko Titina zelo rada dejansko preveže, kar lahko zautomatizira, ampak dejansko ima kar stroga navodila, da če uporabnik pove, da ima slabo izkušnjo ali pa recimo, da zelo vztraja, da želi govoriti s človekom, da lahko tudi preveže. In jaz to vidim kot eno ključno zadevo. Dejansko nekomu, ki ne želi govoriti z AI asistentom, ga prisiliti, da se ukvarja z AI asistentom, je lahko ena izmed najslabših izkušenj možnih. In s temi izkušnjami se tudi mi spopadamo. Je tako, da ljudje, ki grejo na chatbota, so najverjetneje ljudje, ki nimajo slabo izkušnjo z drugim chatbotom. In te ljudje, ki pridejo in dobijo chatbota, oziroma vejo, da zdaj morajo preko chatbota zadevo rešiti, pa lahko pridejo že hostilni na chatbot in ne vejo, česa je dejansko sposobna, pa koliko ji zaupati, pa kaj je dejansko njen namen. Samo zaradi tega, ker so druge izkušnje slabe. In se tudi potem borimo percepciji ljudi, ki je že na, bom rekel,
neoptimalnih rešitvah. Mogoče sam še za dodati, no. Ja. Obstaja pa seveda tudi določeno število prebivalcev, če govorimo zdaj o starejši populaciji, pa vemo, koliko Slovenija ima starejših prebivalcev, so tudi pač, bom rekel, naši dedki, babice, ki v bistvu niso tehnološko podkovani, in tak človek se ne bo ukvarjal s chatbotom, niti se ne bo znal, in tak človek bo rabil... pa porabil. Se ne strinjam. Zdaj je res, da veliko rešitev, recimo, da se gre na spletno stran, to ni za starejše ljudi. Ampak chatbot se stavi odgovore, da so primerni za starejše ljudi. Dejansko jim, če nekdo reče, da to ne razume ali pa tega ne vem, chatbot zna najti zelo dober drugi besedec. Dejansko je lahko zelo dobro orodje, da se skomunicira z drugo osebo. LLM-i na splošno se mi zdi, da so zelo dobro orodje za to. Že jaz sem včasih recimo rabil spisati kakšen mail, se mi zdi, da vsi tukaj smo že uporabljali AI, da se spiše mail, in sem jaz spisal, kaj sem hotel reči, in potem sem AI-ju rekel, da mi to popravi, da bo moja poanta prišla čez bolj jasno. In je to odlično. Ja, jaz sem želel samo poudariti, govorim o starejših ljudeh, ki niso računalniško pismeni, kar pomeni, da tudi ne znajo odpreti, bom rekel, chatbota. To je v bistvu tista populacija, ki se mi zdi, da vsaj v trenutni generaciji bo najbolj trpela. Je pa tukaj zdaj še en drug problem, ne. Seveda se zdaj generacije menjamo, vemo, otroci danes, ja, jaz imam 4-letnega nečaka, 5-letnega nečaka in točno ve, katera ikona je za YouTube, ne. Tako da v bistvu te nove generacije, ki prihajajo, ki v bistvu živijo z digitalizacijo vseh stvari, od telefonov, računalnikov do celotne tehnologije, ne bodo imele probleme v prihodnosti, a ne. Se pa tukaj poraja zdaj eno drugo vprašanje, a ne. Tudi pred kratkim, mislim, da 2 meseca nazaj, je strani, ne vem točno katerega zavoda, ampak pri preverjanju, bom rekel, Pismenosti. ne pismenosti, ampak fizičnih zmogljivosti otrok, se pravi to, kar smo mi včasih hodili nazaj. Športni karton, ja. Športni karton, ne, da se je v bistvu zelo poslabšala v bistvu celotna gibljivost, bom rekel, otrok, tudi govorimo Tudi motorika, vse. tudi motorika in vse. In jaz si ne znam predstavljati, super, AI nam bo rešil milijone problemov. Kdo bo pa čez 50 let znal nekaj z roko delati? Kdo bo nekaj lastnoročno z roko, z ročnimi spretnosti nekaj naredil, ne? Zdaj vemo, jaz sem navdušen nad zelo velikimi stvarmi, ampak recimo, jaz, če bom hotel čez 20 let najdu eno klekrco, a jo bom lahko? Verjetno, da ne, ker to je v bistvu že samo v zamiranju, ne? In takšna dela bojo postala v prihodnosti zelo cenjena. Se pravi, človek, ki bo s svojimi rokami znal nekaj ustvariti. AI in pa vse to, kar govorimo danes, bo ogromno pripomogel k temu, da bo človek postal bolj samozavesten, da bo imel več znanja, vendar trpi pa ta v bistvu fizična dejavnost. Zakaj si mi zdaj odvzel konec? No, a veš, jaz sem želel kaj bolj pametnega povedati, pa zdaj ne morem, ne, si zelo dobro povedal. Hvala vama obema, da sta prišla, da sta me malo popeljala čez jezikovni model, ki je v resnici postal vaša pomočnica in naša pomočnica, kadar bomo imeli težave z operaterjem. Jaz imam te 2 telefon, tako da zaenkrat, če nisem rabo, je vse v redu, razumem, je okej, ampak vem, kdo bo z mano klepetal, ima prijeten glas. Lahko bi bil boljši, ampak se mi zdi, da ima prijetno. Ja. Odlično. Smo zbrali najboljšega, kar je na voljo. No, upam, da ne bom kmalu preveril, ampak bom zdaj preveril. Smile, tebi hvala lepa. Bom malo več povprašal po tvoji aplikaciji, ker imam res veliko gramofonskih plošč in se mi zdi, da je zelo dobra. Ne vem, kako bo to spravila sicer s tem praskanjem na... Bova, okej. Pa hvala za to, ker sta v resnici res pripeljala debato iz tega, da nam AI zelo veliko pomaga, reši en kup enih stvari, za katere bi potrebovali veliko časa, ampak na koncu je človek tisti, ki da idejo in ima roke. Tako da hvala obema za vajino modrost, ki sta jo delila. Hvala za povabilo. Vam pa hvala lepa, ker ste bili z nami tudi v 3.
podcastu, ki smo ga pripravili skupaj v sodelovanju z našim partnerjem T2, od cyber security, torej od kibernetske varnosti, od tega, kako se fantje in dekleta borijo za to, da so procesi varni, da so podjetja varna, da smo podjetniki lahko brezskrbni, da smo tudi posamezniki lahko bolje zaščiteni, do tega, kako nas naučijo, pa tudi o tem, kaj pravzaprav lahko za IM danes že naredijo, smo poslušali. Hvala, do naslednjič. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.